Lepo pozdravljeni. Kar nekaj smo v zadnjem času govorili o energetiki in vsaj do konca ogrevalne sezone bomo o njej verjetno govorili še precej. Oktobra in novembra smo o energetiki govorili tudi zaradi prihajajočega referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne Krško, ki pa se nazadnje ni zgodil. Referendum torej, ne pa tudi drugi blok, o katerem več v prihodnjih mesecih in letih. No, več o energetiki pa bom danes pregovorila tudi z neodvisnim strokovnjakom za energetiko, inženirjem strojništva Matjažem Valenčičem. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne Krško zdaj ne bo. Pa vendar, ali to pomeni, da se je zdaj vse zaustavilo ali da vseeno tečejo priprave za drugi blok jedrske elektrarne, za katerega pa, čeprav vem, pravite, da ga v resnici ne potrebujemo? Dobre, pod mirno gladino Mlake brbota. Se pravi, referendum je bil umaknjen verjetno zato, ker je bila anketa javnega mnenja je kazala na morebitni neuspeh, ne, se pravi, je bil umaknjen zadnji možen dan. Priprave na gradnjo pa tečejo naprej, ravno tako, kot so tekle predtem. Pravzaprav priprave na gradnjo so že določene z resolucijo, ki je iz maja meseca, ki je dopuščala gradnjo drugega bloka in referendum je bil pravzaprav nepotreben. Zdaj, sami načeloma nasprotujete drugemu bloku, gradnji drugega bloka. Zakaj? Kaj so tisti glavne točke? Jaz sem velik ljubitelj jedrske energije. Tako da moram povedati, da mi je všeč jedrska energija, ampak naravna. Se pravi, to, kar je na Soncu, kar nas 5 milijard greje že naš planet, to ne ostane tam. Umetna cepitev je pa kar malo delikatna in jedrskim strokovnjakom ne gre verjeti. Vse stvari, ki jih obljubijo, potem malo preložijo, odložijo, ne naredijo. Ključno je tle ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Visoko radioaktivne odpadke bi morali odložiti v odlagališče globoko pod zemljo. Samo ena država na svetu je, ki to resno načrtuje, to je Finska. Ta mislim, da bo čez leto, dve že imela operativno odlagališče. Sledi tudi Švedska, nekaj iščejo Amerika, pa ima slabe izkušnje, Nemčija ima zelo slabe izkušnje, Rusija nič nima, tako da dejansko odlagališč ni in odpadki se kopičijo. Odpadki pa so trajni, milijon let je nekaj takega, kar predstavlja nevarnost. Tako da malo se bojim te lahkomiselnosti, ko pravijo, vse te odpadki slej ko prej mineralizirajo, res je, slej ko prej, ampak slej ko prej v milijonih let, ne v enem človeškem življenju. Zdaj, predstavnik Gen energije je v intervjuju za Obraze letos poleti dejal, da neke vrste odlagališče pri nas že obstaja, da naj bi ga celo gradili poleg nuklearne elektrarne, ki, kot čeprav vem, je na prelomnici in verjetno zaradi tega precej drugačno, kot pravi Finska, kjer dobesedno vrtajo v živo skalo. Ali torej pri nas dejansko že obstaja neko to odlagališče? Ker Evropska unija tudi pravi, da bi morali imeti odlagališče, preden se podamo v gradnjo drugega bloka. Treba je malo poznati to jedrsko tehnologijo. Obstajajo nizko srednje radioaktivni odpadki, ki so nevarni 500 tisoč ali pa 2000 let. Se pravi, to so nizko srednje radioaktivni odpadki. Te so zdaj vsi v skladišču v jedrski elektrarni in te ne bi bili že odloženi v odlagališče, nizko-srednje radioaktivnih odlagališče bi pa moralo že biti zgrajeno pred 10 leti. No, končno so to odlagališče začeli graditi in bo zgrajeno baje leta 2028. Tako da to je nizko-srednje, se pravi, to je manj nevaren del radioaktivnih odpadkov, ki so samo nekaj stoletij ali pa nekaj tisočletij nevarni. Visoko radioaktivni odpadki so pa tisti, ki
so nevarni tisoče, 10.000 in tako naprej do milijona let. Ne. Tako da na tiste pa niti ne razmišljamo, nasprotno. Zagovorniki jedrske elektrarne pravijo, da so to dragocena dediščina za zanamce, češ da nekoč bodo pa te smeti uspeli porabiti za ne vem, kaj koristnega. Ni to. Tako da to so pravljice, ki jih širijo jedrski zagovorniki, nima nobene realne osnove. Teoretično se visokoreaktivne odpadke da predelati, ampak nastanejo še večji odpadki. Tako da tle ne bi zganjal populizma, tle bi se zanašal na stroko. Zakaj pa mislite, da je potem toliko želja po gradnji drugega bloka jedrske elektrarne? Nekateri pravijo tudi, da sicer Slovenija ne more biti dovolj samopreskrbna z energijo. Slovenija je najmanjša jedrska država na svetu in zaradi tega tudi najbolj izpostavljena. Se pravi, če gre karkoli narobe, gre narobe v celi Sloveniji. Se pravi, Slovenija zgine. Tako da je riziko velik. Zakaj pa nekateri zagovarjajo jedrsko energijo? Samo v državah, v družbah, ki imajo velike vojaške ambicije, ali pa so zelo tolerantne do koruptivnih praks, tam jedrska energija napreduje. Zdaj, to niso motivi, ki bi jih naša družba prepoznala kot pozitivne, tako da mislim, da tudi če bi bil referendum objektiven, bi padel. Se pravi, bi bilo proti. In verjetno so zaradi tega tudi referendum potem prestavili, ker so le začeli prihajati ven objektivni podatki o jedrske stvarnosti. Slovenija v načelu ne rabi jedrske. Energija je zmeraj dobrodošla. Slovenija zelo dobro služi s izvozom jedrske elektrike. To se je pokazalo v 2 letoma, ko je bila težava z elektriko. Vse, kar je nuklearka naredila, je izvažala, uvažala pa je drago elektriko. To, da bi zaradi jedrske elektrarne bila naša elektrika kaj cenejša, ni pogojev. Pa je upravičen strah, da Slovenija brez jedrske elektrarne ne more biti samopreskrbna z elektriko? Ne, mislim, da je kar precej držav v Evropi, ki nimajo jedrske elektrarne, a pa jo opuščajo in nimajo težav z elektriko. Prvo imamo sosede Italije brez jedrske elektrarne. Dobro, imajo malo težav z elektriko, ampak te težave so obvladljive. Avstrija je brez, nima težav z elektriko. Hrvaška je brez, nima težav z elektriko. Hrvaška nasprotno izredno gradi obnovljive vire, vetrne, sončne elektrarne, tako da tle je prava politika. Švica ukinja jedrske elektrarne, Švedska verjetno tudi, zdaj malo pomišljajo, ampak dobro. V načelu v Evropi se razen bivšega vzhodnega bloka, Varšavskega pakta, se posod otepa jedrske energije. Francija je edina, ki ostaja na jedrskem programu od teh starih držav in bi pa tudi rada zmanjšala. Se pravi, prednji prišel Macron je bila želja, da se zmanjša na 50%, zdaj je na 70% jedrske elektrike. Macron je to malo spremenil zaradi povezav med civilno in vojaško jedrsko industrijo, se pravi, to so nedvomno povezane in Francija lahko hoče biti jedrska velesila, se pravi, hoče prodajati svoje reaktorje, zato dela reaktorje tudi v Franciji. Ampak mislim, da to je bolj stvar zgodovine. Jedrska energija je predraga in so jo obnovljivi viri cenovno, okoljsko prehiteli. Pa recimo v Sloveniji nekateri se bojijo potem takole, ne vem, Ljubljanska kotlina, ko pride zima, je nekaj mesecev v megli, sonce skoraj ne pride do tja.
S čim bi torej lahko pokrivali za celo leto elektrike? Ali sta sonce in veter dovolj? No, najprej treba povedati, da jedrska energija ni domač vir, se pravi, uvožena je tehnologija, oprema in gorivo. Domača je samo hladilna voda in prostor za odpadke, posadka pa je delno domača. Tako da jedrska energija ne bi pripomogla k energetski neodvisnosti, ampak nasprotno bi nas pripeljala v energetsko in finančno odvisnost, ker je to predrago, da bi sami financirali. Obnovljivi viri pa v načelu so domači viri energije, ki jih je treba samo izkoristiti. Veter piha, če imamo vetrnico, dela elektriko, če ni vetrnice, piha ravno tako. Tako da voda teče, sonce sije. Je pa res, da sonce sije po dnevi, ne po noči, mi pa rabimo luč po noči. Tako da je treba tle določene obnovljive vire med sabo povezati, združiti, pa narediti nekih hranilnikov. Tako da stvar ni enostavna, se jo ne da narediti takoj, ampak v 10-20 letih je Slovenija lahko povsem samozadostna z obnovljivimi viri. To ne pomeni, da ni več uvoza pa izvoza, ampak pomeni, da sta izvoz in uvoz nekako uravnotežena, da je Slovenija le enakovreden partner vsem evropskim državam. Je pa verjetno energija iz sonca, iz vetra, predvsej bolj, da ne rečem, tudi za širše okolje prijazna. V intervjuju s Simonom Smoletom ste recimo omenili, da bi gradnja drugega bloka jedrske energije celo vplivala na mikroklimo Krške doline. Na kakšen način? Tukaj ste govorili o izparevanju ogromnih količin vode. Z investitorji te elektrarne z Gen energijo smo imeli kar nekaj sestankov, so zelo kooperativni, tako da so odgovorili na marsikatera vprašanja, ne na vsa, ampak na večino. Vprašanje je bilo tudi hlajenje. Predvideno je hlajenje z hladilnim stolpom in predvideno je, da naj bi 40,000 litrov na sekundo vode uparili. Ne veste, koliko je to, ampak v eni minuti je to en olimpijski bazen vode. Bazen, ki je 25x50x2 metra na minuto. To je v enem letu 500,000 olimpijskih bazenov vode. Bi šlo v zrak na višino 200 metrov. 250, 300, kaj takega. Kako bi se to tam obnašalo? Sem vprašal, če so imeli kakšne poročila pa študije meteorologov. In zanimiv je bil odgovor. Niso imeli. Če bi jih imeli, bi bile te študije negativne. Ker Krška dolina je znana tudi po svoji plodnosti, nazadnje. Krška kotlina je dejansko dokaj zaprta, in to bi bila ena od težav. Ne edina, ampak ena od težav. Se pravi to, da bi bil pokrov iz oblakov, iz pare na višini 200 metrov, da bi bile večje padavine, da bi se zelo strunila ta mikroklima, tako da to bi bile težave, in tega uporabniki ne vedo. Pravzaprav tega tudi, to je stvar, ki ne bi motila občane v Krškem. Jih pa ne moti, zdaj približno vemo zakaj. Zbiramo denar za razgradnjo jedrske elektrarne in za gradnjo odlagališča odpadkov in tako naprej, se pravi, vsake kilovatne ure, ki naredi elektrarna, se nekaj denarja da. Polovica tega denarja gre občini Krško. Tako da skupuje se javno mnenje. Pa tudi nadomestila dobivajo občani. No, vse iz tega denarja van dobijo pa nadomestila, ja. Tako da pa še obljube, da bojo dobili lepe, dobre službe. Zdaj podatek je, da je v nuklearki več kot 20 direktorjev, ki imajo višjo plačo kot predsednik vlade. Tako da z tega vidika sklepam, da so službe v nuklearki ali pa pri predajalcu elektrike vabljive. Višina dohodka pa vseeno verjetno ne more zagotoviti, da se ne bi zgodila kakšna človeška napaka. Čeprav vem, sta se tako Fukushima kot Černobil veliki jedrski nesreči zgodili zaradi
človeške napake? Ali je danes to že vse tako avtomatizirano, da bi se tudi temu dalo izogniti? Dobro, rečemo, da je Černobil bil posledica človeške neumnosti, se pravi, laborant je rekel, da imamo še nekaj poskusiti in poskus ni uspel. Fukushima se je pa zgodila izključno zaradi pohlepa. To pa je pričakovana človeška lastnost. Namreč direktor delniške družbe Tepco je vrsto let zanemarjal varnostno opozorilo na cunami. Zanemarjal je pa zato, ker če bi zgradil 5 metrov više ograjo, tisto leta ne je bilo dobička. In ker ne je bilo dobička, bi ga delničarji vrgli. Tako da tle je več stvari, v katere dvomim. Eno je jedrska energija v privatni lasti, kar ne bi tudi Krško bilo, namreč privatni lastnik ima legitimen interes za dobička, dobiček je pa v nasprotju s vlaganjem v varnost. Tako da tle mislim, da so samo na Finskem to dokaj dobro balansirajo, druge pa tega nisem zasledil. Drugo pa prevelika moč je jedrska energija, premočna je in pohlep je čustvo, ki ga je težko vladati. V zadnjem času smo veliko slišali, predvsem pritožb zaradi novih omrežnin, dviganja cene elektrike. Vi sami pravite, da bo v prihodnosti do takrat, ko bi morala biti elektrarna, se pravi drugi blok jedrske elektrarne, zgrajen, da bo v bistvu cena energije verjetno že precej drugačna. Drugi blok oziroma elektrarna JEK2 ne bo zgrajen. Vse to so samo pravljice za to, da se lahko prikrije naložbe v študije, ki presegajo 100 milijonov evrov. Se pravi, to so samo igrice za to, da se nekaj denarja opere, da se naredi nekaj aktivnosti in da se izpolni določene obljube. Nuklearka nikakor ne bo, ker ne bi bila konkurenčna. Vsak dober ekonomist bi zahteval analizo tveganja in te analize tveganja ni. Zdaj, danes, glede na današnje cene energije, ocenjevati ekonomičnost tovarne nuklearke čez 50-60 let je nerealno, ker cena energije iz obnovljivih virov pada. Že danes je fotovoltaika, cena elektrike energije iz sonca 4-5krat nižja od tržne cene, sploh tega, kar se prodaja na trgu. Če se na to doda še baterijo, akumulator, potem smo na polovici cene iz omrežja. Tako da se že danes vsakemu splača vlagati v lastno energetsko rešitev, če ima streho na razpolago. Tako da to je, s tem si zagotovi vsaj 80% domače energije. Tiste 2 tedna po zimku pa ni pač dobi iz omrežja. Tako da cene elektrike iz obnovljivih virov padajo. Cena elektrike iz jedrske energije raste tudi zato, ker vemo, da mora biti varnost zagotovljena, boljša varnost. Če pa bomo šli na majhne jedrske elektrarne, na male modularne SMR, tle pa treba vedeti, da je cena varovanja male jedrske elektrarne enaka kot cena varovanja velike, ravno tako je tam 100 varnostnikov, pa radioaktivni odpadki, ki jih treba čuvati, je pa manj elektrike, se pravi, je proizvodna cena elektrike zato 2-3krat dražja. Tako da te mali modularni reaktorji, ki so zdaj tržno popularni, saj tehnično so to znani že 70 let, niso konkurenčni, morda pa v kakšni niši, nekje v Sibiriji sta 2, pa na Grenlandiji je bil 1, pa podmornice jih imajo, ne? Ampak tle ni ekonomike. To ni tisto, kar bi bilo cenovno primerno. Obnovljivi viri so tisti, ki bojo ceno nižali in tle apelira na te razpršene vire, se pravi, da ima vsaka hiša, vsaka vas, vsak zaselek svoje omrežje, ki pa se lahko povezuje navzven. V Ljubnem je prvo tako naselje energetska zadruga, kjer je, mislim, da združenih
20-30 sončnih elektrarn, 10 akumulatorjev, hranilnikov elektrike in s tem omogočajo nemoteno oskrbo celega naselja za kakšen teden. Res je, da čez kakšen teden bi zmanjkalo, ampak vse imajo še vedno žice do omrežja. To je bila težava, ker je bilo omrežje velikokrat prekinjeno in je bilo ceneje narediti tako energetsko skupnost kot pojačati omrežje. Zakaj pa se potem, vsaj po vašem mnenju, nekateri tako, glede na to, da bi bila cena energije nižja, da lahko tudi emisije v zraku se zmanjšajo, zakaj pri nas prihaja do tolikšnih uporov, kot je recimo bilo, ko so postavili predvsem vetrne elektrarne, recimo na Valovi Rebri, kjer je zdaj samo ena, ali pa trenutno v Ilirski Bistrici, kjer se že pred gradnjo pravzaprav pravijo, da niso najbolj za to? Tem opazovalcem ptic posebno verjamem, da so, kaj so beloglavi jastrebi tudi na Valovi Rebri, vsaj bili so takrat, ko so jih opazovali, tako da to posebno verjamem. Takrat so letali baje s Cresa na Krederco, pa so se ustavili na Valovi Rebri. Zdaj te jastrebi letajo na Velebit. Na Velebitu pa mislim, da je 200 vetrnih elektrarn. Tako da tle povezave med vetrno elektrarno in pticami tega ne vidim. Ni nobenega poročila o množičnih pobojih beloglavih jastrebov na Velebitu, sploh ni nobenega poročila, noben beloglavi jastreb ni zaradi vetrne elektrarne poškodovan. Je pa res, da je treba vetrne elektrarne pravilno ogrevati v prostor. Se pravi, tam, kjer je koridor ptic, tam je malo večji razmak med posameznimi elektrarnami, in stroka je pove, drugo pa je politika, zakaj se politika tako odloča. Ker slišali smo tudi, kot da naj bi vetrne elektrarne določeno frekvenco spuščale, ki ni najbolj pogodu ljudem in ne morejo spati in tako. Pri vetrnih elektrarnah so izkušnje, mislim, da 60-70 letne v svetu. Te tuje izkušnje je treba malo spoznati, videti in na osnovi teh tujih izkušnje je tudi domača zakonodaja. Mislim, da če je odmik vetrnice od naselja 1 kilometer, ne bi to zadoščalo, tako da vprašljive so pa tisti manjši odmiki. Neslišen zvok je pa stvar tako kot nocebo efekt. Če verjameš, da je nekaj slabo, je slabo in ti bo škodilo. Tako da nocebo to je nasprotje od placeba. Tako da neslišen zvok, naj bi ga povzročali vsi elementi, ki se vrtijo, tudi hladilnik, avto, kaj je še ventilator na mizi in tako naprej. Ta neslišen zvok, to so frekvence pod 50 Hz ali 20 Hz, ta neslišen zvok naj bi bil škodljiv. Se pravi, v svetu so izkušnje, ki kažejo, da če je odmik zadosten, kilometer hektarskega. Je pa težava pri nas, ker je Slovenija, čeprav je redko poseljena, so pa bivališča zelo razpršena in težko najdemo primerno lokacijo za vetrne elektrarne, kjer ni hiš. Tako da morda bi bilo smiselno v tistim bližnjim stanovalcem jih vključiti v ta projekt in jim omogočiti, da sodelujejo in da tudi od tega nekaj imajo. V tujini so skupnosti, vaške skupnosti postavljajo polja sončnih elektrarn. To je v redu, se pravi, da ima tista lokalna skupnost nekaj koristi od tega. Tako da in sončne in vetrne elektrarne naj bi nosile najprej korist lokalni skupnosti. Ko govorimo o sončnih elektrarnah, se nekaterim zdi malo sporno elektrarne zdaj postavljati kar direktno na travnike ali kakšne druge kmetijske površine. Andrej Gnezda pa je recimo omenil, da bi bili že dobro preskrbljeni, že če bi vse javne vzgojno-izobraževalne institucije v Sloveniji pravzaprav pokrili z sončnimi elektrarnami. Te študije so stare, so znane in so obetavne. Recimo študija, mislim, da je IS stara 10 let, pravi, da če bi na vse razpoložljive strehe dali sončne elektrarne, bi dobili 27 teravatnih ur elektrike. To je dvakrat toliko, kot imamo zdaj proizvodno oziroma porabo. Imamo zdaj okoli 14 teravatnih ur
proizvodnjo in porabo. Se pravi, samo razpoložljive strehe. Zdaj šole, vrtci, javni objekti, morda bi s tem res pokrili sedanjo porabo, se pravi, to je manj tega. Poleg tega so še druge površine, parkirišča, degradirana področja, vodne površine. Ob cestah, se pravi te ograje ob avtocestah, kjer je protihrupna ograja bi lahko bila tudi hkrati fotovoltaika. Tako da vse te površine so primerne. Da bi dal pa na travnik, nikakor ne, se pravi, travnik ne bi imel svojo funkcijo. Če pa se že gremo agrofotovoltaiko, se pravi povezavo med kmetijstvom in elektrarnami, pa mora biti elektrarna toliko nad travno površino ali pa nad površino zemlje, da se tam lahko normalno obdeluje, kmetuje, se pravi kombinacija sončne elektrarne pa jagod od spodaj, pa sončne elektrarne pa hmelj, te kombinacije so pa v redu. Ampak je pa res, da je 5 metrov visoko stojalo malo dražje od 1 metra visokega stojala. Tako da agrofotovoltaika ja, ampak tako na travo, da se uniči pa zmanjša pridobivanje poljedelstva, pa nikakor ne. Zdaj veliko govorimo recimo o soncu, vetru. Kam pa se recimo bi umestile hidroelektrarne? Nekateri jih imajo za zelen vir energije, ekologi so se recimo sploh glede Mure močno borili, ker gre še vendarle za precej invaziven poseg v okolje, kar se tiče življenja v rekah. Kaj menite vi? Ja, reka Mura je naša bolečina, se pravi, ne vem, tam je otok ljubezni in tega ne damo. Na reki Muri mislim, da je 50 ali 60 hidroelektrarn na avstrijski strani in bil sem na gradbišču zadnjih 2. Tam je bilo upoštevano okoljevarstveni vplivi, tako da dejansko je zgrajena hidroelektrarna, je celo varovala ali pa okoljsko ščitila samo reko in je izboljšala biotope. Tako da tak princip gradnje bi bil verjetno primeren tudi v Sloveniji, ampak so le tisti, ki so ostro proti kakšnikoli posegom uničili Muro. Mura se poglablja, talna voda se niža in če ne bojo tle naredili vsaj jezov, da bojo nivo Mure dvignili, znajo biti težave. Ko pa že enkrat jez, je pa vseeno, ali se not naredi še na luknjo, pa da turbino, ali pa ne. Tako da dejansko mislim, da tako romantično varovanje otoka ljubezni in tako naprej ne sodi nikamor. Slovenija je več kot pol izkoriščena, hidropotencial se pravi okoli 55%, kar pomeni, da 45% pa še ni izkoriščen. Soča pa Drava sta izkoriščeni, tako da tam je malo možnosti dodatne rabe, Sava, Mura, tle pa je precej. Res je, da biologi pravijo, da hidroelektrarne uničijo biotop, vodovarstveniki, ne vem, energetiki pravijo, da ga spremeni. V vseh jezerih so ribe. Tako da bi to uničili, je pa res, da so druge. Vpliv, se pravi, če danes pogledamo reko Savo pri Brežicah, se poleti segreje na 31 stopinj. Pred 50 leti se je na najbolj vroč dan segrejala na 18 stopinj. Na reki Savi, se pravi, vpliv okolja, tle niso samo hidroelektrarne, tle je en kup druge industrije, ki vroče vodo spuščajo, tle so mesta, ki odpadno vodo spuščajo, tako da odpadno vročo vodo. Tako da dejansko stvari se spreminjajo. Zdaj, treba je ne ohranjati to, kar je, ampak prilagajati novim danostim. Podnebje se spreminja, tako da klimatske spremembe so. Zakaj bi ščitili nekaj, kar je nekoč bilo, če se vse spreminja? Kako pa recimo pri zdajšnji elektrarni Krško? Tudi tam gre nekaj tople vode v reko. Ja, zdaj toplotni izkoristek elektrarne je okoli 36%, ne, se pravi,
malo več kot tretjina, 2/3 toplote iz samega procesa gre takoj v vodo. Poleg tega pa je v bazenu še shranjeno izrabljeno gorivo, ki se tudi greje, ki tudi ima določeno toploto, ki gre tudi v vodo. Tako da ja, Sava se greje, dovoljeno je, da se segreje do 3 stopinje. Prekoračitve se dogajajo, ampak so redke. Je pa novo letos, da pa je omejena najvišja temperatura, se pravi, nuklearka ne sme greti Save više kot 28 stopinj. Se pravi, to pa je stvar, ki je nova in upam, da bo to tudi malo pripomogla k ohranjanju te biotske raznovrstnosti. Recimo sulc, ki je izrazito hladno ljuba riba, tega ni več v Savi zaradi temperature. V Savi se zdaj, jaz sicer nisem ribič, ampak pravijo, da se povsem druge vrste rib razmnožujejo. Tako da to ni zaradi jezov, to je zaradi bolj tople vode. Kateri viri bi potem rekli, da so zares zeleni? Sončna energija, vodna, vetrna, jedrska? Ja, biomasa, absolutno tudi geotermalna, to je pozabljena energija, se pravi toplota zemlje. V severovzhodni Sloveniji je potencial dosti velik, zato tudi nekaj geotermalnih elektrarn, tako da ne samo za toplice ali pa kmetijstvo. En vir, ki nekako ni zelen, ampak se ga lahko tudi kot nevtralnega upošteva, so pa odpadki. Komunalni odpadki, zdaj v Sloveniji je zamišljeno, da bi te odpadke kurili, zdaj jih vozimo na kurjenje na Avstrijo, Slovaško, Madžarsko, Švedsko. Zdaj pa ne bi ta kurišča naredili v Sloveniji, to je stara tehnologija. Boljša tehnologija bi bila, da bi te organske odpadke, organsko biomaso predelali v drugo koristno organsko maso, se pravi v plin, v alkohol, v fenol, v sintetično plastiko, oziroma zeleno plastiko. Tako da to bi moralo biti osnova kemijske industrije. Zakuriti odpadke je enkratno dejanje, ki tudi bremeni, se pravi prah, lebdeče delce in tako naprej, to tudi bremeni. Tako da to ni najboljša rešitev in nisem tega najbolj vesel. Je pa vseeno boljše te zakuriti kot peljati v Avstrijo, pa da tam zakurijo. V glavnem smeti grejo v zrak in to je vseeno, gre tle v zrak, a gre v Avstriji v zrak. Tako da z tega vidika ni nobena razlika, ali se kuri v Sloveniji ali v Avstriji. Je pa res, da je boljše predelati v druge snovi. Pa med te zelene vire energije torej sodi tudi jedrska? Po vseh kriterijih jedrska ni trajnostna, ni zelena. Mislim, da je definicijo trajnostnih virov so določili pred 15-20 leta, 85, to je že kar nekaj let. Ne, jedrska energija ni trajnostna, zlasti, ker je pa nizkoogljična. Spravo v samem procesu v jedrski reakciji ne nastaja ogljikov dioksid. In ta nizkoogljičnost, to zdaj hočem prikazati kot nekaj dobrega, to ni nič dobrega. Dobro bi bilo kroženje z ogljikom, se pravi ogljikov dioksid, ogljik je stvar, ki je v naravi, ki mora krožiti. Se pravi, ogljikov dioksid, ki ga izdihnemo, gre v naravo, tam rastline ga črpajo, ogljik dajo vase in vrnejo kisik, spet mi kisik vdihnemo, pa pojemo ogljik iz rastline, se pravi, to kroženje ogljika je tisto, kar omogoča življenje. Brezogljične družbe ni. Brezogljična bojo roboti in umetna inteligenca, tako da brezogljične družbe ni. Je pa družba s kroženjem ogljika in tle je treba to malo omejiti. Ne pretiranih emisij, se pravi premog, nafta, zemeljski plin. To je pa tisto, kar nekoliko dviguje naravni ogljikov dioksid v ozračju.
ampak vsi gledamo delež ogljikovega dioksida. Jaz trdim, da je ogljikov dioksid zgolj indikator onesnaženja. Pravo onesnaženje je pa tisto, ki ga ne vidimo. Se pravi, to je en kup drugih kemikalij, tudi radioaktivni odpadki, ki so, dobro, zdaj pravi, da so vsaj pri nas vsi odpadki evidentirani, popisani, da se točno ve, kje so, ampak koliko časa? Recimo 100.000 let za jedrske odpadke je majhna doba. Pred 100.000 leti so tle hodili neandertalci, ni bilo ljudi. Čez 5.000 let, če damo tablico, tukaj so jedrski odpadki, to napišemo, graviramo, damo tablico, ali bojo čez 5.000 let znali brati naše pisave. Ali znamo mi brati, ne vem, kakšne klinopise ali pa rozeto iz, Rotosovske je že ta rozeta. Ne znamo. Morda bojo takrat ljudje rekli, da je pa lepa ploščica, pa bojo nevarnost prinesli na streho, na svetlo. Tako da stvari, ki jih ne more ena generacija s sabo pospraviti, teh stvari se ne smemo lotevati. Ni etično. Ni etično našim vnukom dati te dolgove. Tudi ravno na to opozarjajo, ko so rekli, da zdaj, ko naj bi se res tudi pri nas začelo graditi prostor za te odpadke, da naj bi bil ta zgrajen šele 2080 ali nekaj takega, potencialno, če bi ga začeli zdaj graditi. Torej bi vse preložili že na naslednjo generacijo. Nekako sem omenil, da je Slovenija najmanjša jedrska država, hkrati je geološko zelo raznolika. In kot sem jaz govoril z geologi, ni za pričakovati v Sloveniji geoloških struktur, ki bi omogočale varno odlaganje visokoradioaktivnih odpadkov. Finci so še tako daleč v svojem odlagališču Onkalo jama po slovensko, Votlina. V svojem odlagališču so predvideli tudi, da bo to odlagališče, to je 400 metrov globoko skopano v granitu, da bo to odlagališče nekoč prekrito z 2 kilometri ledu, 2000 metrov ledu bo na vrh in še vedno bo odlagališče varno. Tako da dejansko pri nas pa ni strukture, ki ne bi bila, recimo granit na Pohorju, je porozen, skozi teče voda. In voda ne sme teči v odlagališče radioaktivnih odpadkov, ker ga v nekaj stoletjih spravi to v okolico. Tako da ne vidim lokacije možne v Sloveniji, verjetno zato tudi ni nobenih raziskav resnih. Baje, da se skupna želja je večjih jedrskih držav, da bi se naredilo centralno odlagališče nekje za več držav skupaj, ne vem, v eni drugi državi, se pravi, to naj bi ta rešitev naj bi bila omogočena, zaenkrat je prepovedana, zaenkrat mora vsakdo poskrbeti za svoje odpadke, se pravi, naj bi vsaj zakonodajo evropsko ali pa ne vem, jedrsko temu prilagodili. Pa tudi pol ne bo zastonj, tudi pol ne bo pocen. Trenutno Slovenija nima denarja za odlagališče, ima ga zato, ker koplje, se pravi odlagališče nizko-srednje, pa morda nekaj malega za razgradnjo. Nekaj malega, ne dovolj. Vse ostalo denarja ni. To bojo morali vnuki najni, vaši in moji, plačati. Tako da tega ni. Se pravi, je pa res, da jedrska energija 40 let dobička eni skupini, potem pa nekaj 100 let stroškov za odlaganje, varovanje, to pa ni etično in moralno. Torej, verjamete, da drugega bloka jedrske elektrarne Krško ne bo? Ne bo ga. Zdaj, že danes je ekonomika taka, da tega ne zdrži, čez 4 leta bo pa ekonomika še manj temu podvržena, tako da dejansko je pa res, da so tle velika izsiljevanja.
Recimo, ena od teh stvari, ki jih se pogovarjamo tudi z Uradom za jedrsko varnost, je skladiščenje, trenutno nizko in srednjih radioaktivnih odpadkov. Te odpadke bi morala, polovico je slovenskih, polovico hrvaških v tem skladišču. Hrvaška bi jih morala odpeljati, vse svoje radioaktivne odpadke bi morala odpeljati do leta 2025. To je čez 2 meseca, čez mesec. Ne bojo jih odpeljali, ampak namesto tega se pogovarjajo, da jih bojo odpeljali kaj kasneje. In ta kasneje pa je, vsaj kot sem zdaj videl v poročilu, sevalnem poročilu, da so se odločili, da bodo odpadke začeli odvažati leta 2028, datuma dokončanja pa ni. Se pravi, iz dokončnega datuma 2025 smo šli na nov dogovor, da za trajno ostanejo v Sloveniji. Lahko. Tako da to je stvar, ki mi ni pretirano všeč, ampak mogoče pa je to za vse skupaj dobro. No pa preden zaključiva za danes, ko vas imam že ravno tukaj, ena od večjih afer, ki so sledile odpovedi referenduma v energetiki, je bila afera bojlerji. Bojlerjev ne damo, ne? Bojlerjev nikakor ne damo, čeprav je bilo zagovora samo za bojlerje večje od 15 litrov, ampak obstajajo pa tudi alternative, kaj ne? Glede, ta afera bojlerjev ne damo, to je odličen medijski spin. V pravilniku so bili omejena raba bojlerjev v novogradnjah, prenovah in pri adaptacijah. In sicer bile ste 2 omejitvi, zelo nerodno zapisani, se pravi v enem stavku je bilo še 6 evropskih direktiv, ampak bili so dovoljeni bojlerji do moči 2 kW, to so vsi bojlerji, ki jih imamo v kopalnicah, ne, se pravi 8-litrski bojler pa grelcno 2 kW, ali bojlerji do 15 litrov, se pravi vsi podpultni bojlerji, če imajo 2, 3 pa 5 kW grelnik. Ne. Se pravi, to, kar imamo, je bilo dovoljeno tudi za zamenjavo za naprej. Ni bilo pa dovoljeno električno ogrevanje. In zdaj domnevam, da so se uspešni ponudniki električnih ogreval preko bojlerjev tako dogovorili, da smo ta člen črtali. Se pravi, to je 17. člen je črtan. S tem so pa potrošniki manj zavarovani. Še vedno ostaja električno ogrevanje prepovedano. Ampak to ne piše več v 17. členu tako eksplicitno, da ni dovoljeno, ampak piše v 8. členu v povezavi s prilogo 2 s izračunom primarne energije, tako da tega laik, neosveščen uporabnik ne bo vedel in bo morda nasedel agresivnemu ponudniku in bo ugradil napravo, ki ne samo, da je prepovedana, je tudi za njega slaba. Tako da, ja, bojlerjev ne damo, ampak jaz imam tle bolj občutek, da zdaj zakone piše ulica kot stroka. Pa kaj pa bi bilo po vaše potem smiselno recimo spremeniti? Zdaj je prišel ven ravno nov pravilnik za učinkovito rabo energije v stanovanjskih zgradbah. Se vam zdi, da je bila vendarle stroka kaj upoštevana ali da bi se moral v prihodnje še kako prilagoditi? Glejte, predstavniki stroke največ dam na stanovske zbornice, to je zbornica za arhitekturo in inženirska zbornica, kot sem seznanjen, njihove pripombe niso bile upoštevane, ampak to ni nič hudega, ta pravilnik bo najkasneje čez pol leta zamenjan, spremenjen, umaknjen, tako da mislim, da to ni, to je zgolj pač umik pred udarcem, ker tle dejansko je bil medijski spin izredno močan, ampak v končni fazi ne bo nič hudega. Zdaj, rabo energije treba zmanjšati, to, da je, ne bojo drugi namesto nas varčevali z energijo. Pravimo, koliko Kitajci onesnažujejo okolje, pa koliko imajo premogovnih elektrarn. Kitajska je 500-krat večja. Kitajci pa 10-krat manj bremenijo okolje kot Slovenci, ne? Tako da samo to, da vemo, kje smo. Ne?
res je, da je na Kitajskem zdaj gradijo en kup premogovnih elektrarn, ampak jih tudi veliko zapirajo. Zapirajo tiste slabše in odpirajo boljše, hkrati pa veliko bolj vlagajo v obnovljive vire. Tako da ne, drugi ne bojo namesto nas ščitili okolja, mi sami ga moramo, ne, s tem je potrebno zmanjšanje rabe energije, zmanjšanje zapravljanja z energijo, ohranjanja istega standarda z manj energije in tukaj jaz pogrešam akcijski plan zmanjševanja rabe energije. Če bi imeli plan zmanjšanja rabe energije 3% letno do leta 50, bi razpolovili, se pravi, bi nekaj dosegli, ker tega nimamo, ker ne zmanjšujemo načrtno, ne, bomo morali po leta 40 imeti letno 10% zmanjšanje rabe energije, kar bo pa težko. Ampak rabo energije bo treba zmanjšati. Kako pa najlažje zmanjšamo energijo? Sami se ukvarjate recimo tudi z energetsko učinkovitimi gradnjami, s trajnostno gradnjo pravzaprav. Kaj to sploh je? No, zdaj, stavbe so ogromen porabnik energije. Rečemo, da je 40 do 50% energije se porabi za ogrevanje stavb. Stare tradicionalne stavbe so energetsko potratne, not pa smo navajeni zdaj živeti z visokim standardom. Se pravi, kar radi gremo na 20-25 stopinj. Ne. Naši detki so v podobnih stavbah bili na 10-15 stopinjah pozimi. Se pravi, osnova je, da se zmanjša toplotne izgube, stavba se obleče, da se zmanjša tudi prezračevalne izgube, se pravi, ventilaciji se da rekuperacijo odpadne toplote zraka, da se ogrevalne sisteme izboljša, učinkovitost ogrevalnih sistemov, da se preide na domače vire energije, ne kurilno olje ali pa ne vem, uvožen plin, ampak domači energenti. Tako da v tem in te ukrepi morajo biti ambiciozni. Iz recimo 300 kWh na leto na kvadratni meter, ki imajo tradicionalne stavbe, je treba preiti na 15 ali manj. Se pravi, stavba mora biti bolj učinkovita, kot je danes pasivna stavba. To ni enostavno. Pri novogradnjah je to težko doseči, pri prenovah pa zelo težko. Tako da to je izziv, ampak to je nujno. Pri stavbah se da zmanjšati. Pri prometu je druga možnost, ne, se pravi, da malo manj uporabljamo promet, ne, se pravi, to sprememba mobilnih navad. In drugo, da pridemo na prevozna sredstva, ki porabijo manj energije. To je ali javni promet, ali pa ne vem, električni avto. Električni avto, malo boljši, rečemo Tesla, porabi okoli 15 kWh na 100 km, ali pa kakšen drug. Ne. Zdaj ne bom rekel tisti, ki porabi 25, ampak Tesla porabi 15 kWh na 100 km. To je ekvivalent litru in pol bencina. Ni fosilnega avta velikosti, pa Tesle, ki bi porabil liter in pol bencina. Te mislim, da po 10 litrov ne porabijo. Tako da, tle je energetski prihranek je elektromobilnost. Pol, če pogledamo, ne vem, razsvetljavo, žarnice, žarilna nitka, žarnica 100 vatna porabi 100 vatov, ne, ledice, ki ravno tako svet, porabi pa ne, 5 ali pa 7 vatov. Ne, tako da dejansko tle je ledica je ogromen prihranek energije. Res, da svetloba ni povsem enaka, ne, se pravi, ni isti spektr, tako da ni vedno uporabno, ampak za večino primerov je to uporabno. Tako da, tle je en kup teh malih trikov, s katerimi lahko zmanjšamo rabo energije in to bomo morali. Samo še tole, omenili ste električne avte, zaenkrat nekateri pravijo, da tukaj nismo še čisto povsem na jasnem, kaj je zares bolj zeleno, ker je že za samo proizvodnjo avta, v katerem so potem tudi ogromne litij-ionske baterije, ki jih je prav tako težko reciklirati, sploh ne, ampak če že, uporabiti tudi kako drugače, da je že sama torej uporaba do tega, da pridejo, da naredijo ta avto, lahko pravzaprav že tako škodljiva za okolje, kot je avto na fosilna goriva?
Ja, ne bom rekel, da je električni avto brez vpliva na okolje, zato to pravim, da je prva izbira sprememba mobilnih navad. Tako da električni avto je pa tisti, ki je naša usoda v Sloveniji. Mislim, da je 2 milijona ljudi, pa milijon avtomobilov osebnih, ne, tako da tukaj smo tudi vodilni v Evropi, če ne v svetu, po številu avtomobilov na prebivalca. Je pa tudi res, da mora biti malo pošteni. Molibden, ki ga baje, da pridobivajo otroci v Afriki, ne, večino tega molibdena ne gre za električne avte, ampak gre za naravno jeklo, ki se uporablja tudi v navadnih avtomobilih. Tako da tle je treba vedeti, da tudi navaden avto bremeni okolje in mislim, da nevtralne študije vsem kažejo, da električni avto manj bremeni. Zdaj pa ne bom pa rekel, da je to dobro imeti 2 toni težek avto, da se z njim peljemo čez cesto po cajtnike, ne, to pa nikakor ne. Zdaj pa dejansko treba spremeniti mobilne navade, ne, in tudi kaj narediti peš ali pa s kolesom. Marsikaj bo treba spremeniti, nama se je ura žal iztekla, tako da o radonu pa prihodnjič, kaj ne? Z veseljem. Takole, najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala vam. Tako, dragi gledalci, v primeru, da ste izpustili kakšen delček pogovora ali bi ga radi ponovno videli, le poglejte na naš YouTube kanal Megafon TV, kjer lahko ta in tudi ostale pogovore pogledate v celoti. Do prihodnjič, lep pozdrav.